Vipava postaja eno pomembno visokošolsko središče, vse bolj pa je tukaj živ tudi vaš Center za biomedicinske znanosti in inženiring. Leto je že, odkar ste ga pravzaprav ustanovili, danes pa se že tukaj pravzaprav veliko dogaja. Ja, Center za biomedicino je del strateške usmeritve univerze v to področje. Mi smo že pred letom imeli posameznike, ki so se ukvarjali in delali na tem področju, in so bili posamezniki, ni bilo neke organizirane skupine, zato smo lansko leto ustanovili ta center, združili moči in ljudi z tega področja in zdaj je to postalo jedro razvoja biomedicine na naši univerzi. Se vam zdi pomembno, da imate znotraj svoje univerze, kjer so smeri pravzaprav zelo raznovrstne, tudi to vrsten center? V tem trenutku gre vendarle samo za raziskovalni center, ki pa ga boste verjetno tudi študijskimi smermi nadgradili. Ja, logično, to je naša, bom rekel, klasičen način delovanja. Baza je zmeraj raziskovalno delo, in ponavadi zmeraj postavimo eno raziskovalno področje in potem ga nadgradimo z pedagoškimi študijskimi programi. In seveda niti ne tako dolgoročno, jaz mislim, da kar kratkoročno planiramo drugo in tretjo stopnjo z področja biomedicine. Vi vsi na vseh smereh delujete mednarodno, povezovalno in tako je tudi s tem centrom za raziskovanje. Je to pomembno, da delujete v Evropi ali celo širše? Ja, za znanost je to zelo pomembno, Jaz ne verjamem v nacionalne znanosti nikamor ne pripeljejo. Znanost je globalna in to pomeni, da prvič moraš tekmovati globalno in drugič se moraš tudi povezovati globalno, ker si tako močnejši, Posebej inštitucije ali pa centri iz manjših držav, recimo kot je Slovenija, za nas je izjemno pomembno, da smo mednarodno odprti. In je to pravzaprav edini način, da lahko kvalitetno delamo in smo konkurenčni v svetu. Je pa seveda tudi čisto praktično, kajti za vse tiste aparature, ki jih potrebujejo znanstveniki za raziskovanje, pravzaprav si nekako izmenjujete, izposojate ali jih uporabljate seveda vsi skupaj. Ja, glejte, biomedicina je področje, ki zahteva izjemno drago opremo. Tukaj karkoli hočete kupiti, karkoli vzamete v roko, so številke od 100.000 evrov naprej ali pa od milijonov naprej. Zato je treba izkoristiti vse, kar je v tvoji okolici, in glede na to, da imamo dobro sodelovanje z inštitucijami tako v Ljubljani kot na drugi strani meje in da so te inštitucije starejše od naše in da je tam veliko raziskovalne opreme, si jo raziskovalci preprosto delimo. In to je pač en sistem, ki je bolj učinkovit, saj tisto opremo, ki je draga, pravzaprav boljše izrabljaš. Najhujše je, da draga oprema v laboratoriju stoji in da jo, da je izrabljena 5%, potem je pa res draga. Seveda ste pred letom, ko ste ustanovili tale center, imeli nek cilj, neke načrte, kaj pričakujete od njega in v kolikšnem času pravzaprav neki rezultati lahko so vidni. Center je v enem letu zrastel praktično z 0 na 7 raziskovalcev, kar je že lepa številka. Jaz sem prepričan, da bo ta tempo vzdržal, da bo šel naprej, da bomo uspeli tudi na univerzi zagotoviti primerno infrastrukturo, da se bo dalo iz evropskih sredstev nabaviti dodatne opreme. In seveda je pa treba biti v znanosti potrpežljiv. Eno leto v znanosti ni nič in zdaj, če kdo pričakuje, da bo v enem letu dobili rezultate v tem centru, ki bojo pretresli cel svet, to bi bilo pa malo prelahko. In naši raziskovalci bojo morali pridno delati in če bojo recimo nekje v 5 do 10 letih dosegli nekaj vrhunskih rezultatov, bo to za center zelo velik uspeh. Gre pa tudi za to, da interdisciplinarno znotraj univerze povezujete te dejavnosti, tudi s tem centrom. Naša univerza ima sploh to gojito sinergijo, interdisciplinarnost, kar pomeni, da ti nisi ozko zaprt. Tudi vsak posameznik ni ozko zaprt v svoje področje in
samo tisto obdeluje, ampak gleda malo širše, ne? Gleda, kaj lahko kolegu pomaga, kaj lahko kolega njemu, kje so kakšne zanimive raziskave, ki segajo na eno, dve, tri, več področji. Ne, tako da to sinergijo gradimo znotraj univerze in zaradi te želje, ne, je tudi tako zelo pomemben ta kampus, ki ga žal še ni, ne, ker zdaj smo razseljeni praktično od Benetk do Vipave in je to sinergijo zelo težko vzdrževati na razdaljo. Ne, zato je nujno, da spravimo to vse na eno mesto skupaj, da bojo ljudje dnevno v stiku se pogovarjali, izmenjevali ideje in tako naprej. Ne. Kampus za tip inštitucije, kot je naša univerza, oziroma tip inštitucije, kot si jo želimo, je izjemnega pomena. Ne, in je tudi včasih težko dopovedati, ker ljudje, pa se imate dovolj prostorov. Vse jih imamo, ne, samo so razmetani, ne, in to onemogoča sinergijo in jaz upam, da bomo to zadevo tako rešili, da bomo v začetku nove finančne perspektive imeli gradbeno dovoljenje za začetek gradnje kampusa, ker v nasprotnem primeru se moramo zavedati, da se pogovarjamo o letu 2021. V vmesnem času Slovenija mislim, da ne bo ozdravela do te mere, da bi si lahko privoščila tako velike projekte. Evropski denar bo pa za nas zaprt, če ga ne bomo v začetku finančne perspektive imeli urejene dokumentacije, da bomo lahko kandidirali na razpise. To pomeni zaustavitev razvoja univerze do leta 2021 in to mislim, da bi bila katastrofa. Ampak ker se tule v Vipavi zaenkrat dobro počutite, saj se, ne? Seveda, odlično. A lahko potem pričakujemo, da boste nekje v bližini morda našli prostor ali saj... Jaz vam o konkretni lokaciji trenutno ne morem nič reči, ampak lahko rečem edino to, da zbiramo in gledamo lokacije na relaciji Vipava-Nova Gorica, tako da vse je možno. Se selite torej iz novogoriške občine? Je možno tudi to, da na koncu univerza konča v Vipavi, ne vem, ne? Ali pa kje drugje. Ne, meje občin me ne zanimajo. To je za nas, seveda. To ni moj problem. Nekaj časa ste razmišljali tudi celo o območju v sosednji Italiji, v Gorici. To ni več aktualno? Je aktualno, zakaj da ne? To je tudi, ko sem rekel, do Nove Gorice, mogoče bi moral reči do Nove Gorice in Gorice. Ne? Ja, je aktualno. Če se tam kaj dobi ob meji, čezmejno, kakorkoli, je absolutno zanimivo. Ne? Ampak priložnosti, možnosti, predvsem pa vaših zamisli je za prihodnje še ogromno. Samo prepoznati jih morajo tudi tisti deležniki, ki so odločevalci, kaj ne? Ja, žal ali pa pač tako je, ne. Univerzo gradiš v nekem okolju in tisto okolje mora inštitucijo in pa delo vseh nas, ki se trudimo, da bi ta univerza se razvijala, mora vzeti za svojo, drugače je težko.